Člani Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije se zelo trudijo ponovne postavitve pridelave in predelave sladkorne pese. Kaj pa se sicer dogaja na tem področju v slovenskem političnem prostoru? Ja, sladkorna pesa je ena od panog, iza katere je tudi v Evropskem parlamentu veliko politike, če smem temu tako reči, konec koncev kvote, ukinitev kvot, uvedba kvot, to so politična početja. Na nek način tudi v domačem političnem prostoru mogoče čutiti na nek način, da bomo uporabil primerni izraz, ali bojazni, ali odpora proti tej kulturi, to na nek način čutim v teh pogovorih, srečanjih, ali pa pomanjkanje korajže, da bi si kdo upal stopiti tudi na malce neznan teren. Sam osebno tudi sem mnogokrat direkten v teh odgovorih in ocenjujem, da si premalo upamo v kmetijstvu in da se oklepamo tradicionalnih stvari, zato da ne bi se, izgubile politične točke in nekaj podobnega. In na področju sladkorne pese mislim, da bo potreben po proučitvi tisti, ki so najbolj zainteresirani. Zdaj sem vesel, da so zraven kmetje, da so tu inštitucije znanja, ljudje, ki imajo ideje, kako to spraviti v poslovni model. Ko bo ta model sestavljen, je pa vsekakor potrebno pridobiti na drugi strani tudi spoznanje na področju akterjev, političnih odločevalcev, ministrstva, vlade, da so to tiste panoge, od katerih bomo Slovenci lahko v prihodnje živeli. V Evropskem parlamentu in v komisiji je v tem zadnjem obdobju, v mandatu, katerega smo nastopili v lanskem letu, prišlo nazaj do teh besed, da je potrebna v Evropi industrializacija. To pomeni, da treba v Evropi tudi več ustvarjati, da je treba se boriti in da treba tudi preko Junckerjevega sklada se iti kakšne tudi malce bolj rizične investicije, ki bi pa imele za posledico proizvodno in pa nova delovna mesta v Evropi. In v kmetijstvu smo v teh dneh tu videli, kaj pomeni, pri sladkorni pesi, koliko ljudi dela v raziskovalnih inštitucijah, koliko ljudi dela v semenarstvu, koliko ljudi dela v tovarni sladkorja. Tu vidimo, kako je možno procesni industriji iz sladkorne pese priti do etanola, preko etanola do energetskega polja, po drugi strani pa do kemične industrije, kjer so novi izzivi. In sam sem tudi zgodaj letošnje leto imel dostop do študije, ki je Deloitte pripravil za ponaročilo nizozemske vlade in se govori prav o tem, o perspektivi pridelave sladkorne pese v severno-zahodni Evropi. In tu je zelo jasno nakazano, da je zelo velika perspektiva, da pa ne govorimo več o klasični pridelavi sladkorne pese, da govorimo samo sladkor, pesne rezane zemljevaso, ampak govorimo o zelo širokem spektru produktov, od različnih aminokislin, vitaminov do, če hoče, energetske uporabe. In da je potreben ta nov pristop, nov pogled. In Nizozemska, recimo, kot ena zelo naprednih držav, ki je konec koncev dobro gre tudi v času krize, je pri pametni specializaciji kot prvo prioriteto dala ravno bio-based industry. Se pravi, stvari, ki so povezane z naravnimi viri, in ko prenesemo v naš prostor, je to vse od, če hočete, lesa, lesne biomase, preko celotnega spektra kmetijstva, pa do odpadkov in pa krožne ekonomije na tem področju. Tako da so novi pristopi in mislim, da rabimo mi malce tega prepiha miselnega tudi pri nas in te koncepte in enostavno ta način razmišljanja prenesemo v naš prostor. In več kot bo Slovenk in Slovencev to videl, več bo tega razmišljanja v našem prostoru. In pa to, kar velikokrat pravimo, da mlade generacije nimajo prave perspektive, to je posel za mlade. Tej bi trebalo